Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, cenjene gostje, cenjeni gosti. V veliko veselje mi je, da vas pozdravljam in izrekam dobrodošlico v imenu Fakultete za elektrotehniko. In dobrodošli na uradnem dogodku Fakultete za elektrotehniko v okviru tedna Univerze v Ljubljani. Na tradicionalnem ali na novo tradicionalnem predavanju Vidmarjevega nagrajenca. Fakulteta vsako leto podeljuje Vidmarjeve nagrade za učitelja, asistenta in mentorja praktičnega usposabljanja v počastitev spomina na nestorja slovenske elektrotehnike, akademika profesorja doktorja Milana Vidmarja. Posebnost današnjemu dogodku daje tudi dejstvo, da letos obžalujemo 140 let rojstva enega od najpomembnejših slovenskih tehniških intelektualcev prve polovice 20. stoletja, nestorja slovenske elektrotehnike, vrhunskega inženirja, profesorja svetovnega slovesa, akademika profesorja doktorja Milana Vidmarja, ki je bil nosilec številnih vodstvenih, akademskih in gospodarskih funkcij, več mandatih dekan Tehniške fakultete in tudi rektor Univerze v Ljubljani, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti in prvi direktor oziroma takratni upravnik Slovenskega inštituta za elektriško gospodarstvo. Milan Vidmar je bil edinstven. Na račun svoje bistrosti je predčasno maturiral in že pri 21 diplomiral iz strojništva na Tehniški univerzi v Dunaju. Leto 1911 mu je bil veliki trojni mejnik. Pri svojih 26 letih starosti je na Dunaju doktoriral, takrat še iz strojništva, postal šahovski velemojster in se pri izumitelju trifaznega transformatorja v tovarni Ganz v Budimpešti navdušil nad elektrotehniko in električnimi postroji. Kasneje se ni dokazoval le kot vrhunski strokovnjak s področja elektrotehnike in eden najboljših šahistov na svetu. Imel je tudi veliko intelektualno širino in odličen uvid v probleme takratne družbe. Pomenljiv je bil njegov naslov njegovega predavanja Inženir, filozof in stroj velikan, ki ga je doktor Milan Vidmar kot takratni ravnatelj strojnih tovarn in livarn v Ljubljani izvedel 19. maja 1919 ob navzočnosti predstavnikov slovenske vlade, Industrijske zbornice inženirjev in drugih uglednih gostov na Državni obrtni šoli v Ljubljani. To predavanje sodi v okvir začetka delovanja tehnike in pa Univerze v Ljubljani in ga štejemo, vsaj tehniki, kot nastopno predavanje in pričetek poučevanja na Univerzi v Ljubljani, ki je bila ustanovljena 23. julija 1919, kar je doktor Milan Vidmar izvedel iz časopisa. Še več. Izvedel je, da je bil imenovan za enega od 16 rednih profesorjev novoustanovljene univerze, sestavljene iz 5 fakultet. In tako se je profesorska kariera doktor Milana Vidmarja pričela brez njegovega soglasja. Fakulteta za elektrotehniko je na več kot 100-letno tradicijo odkrito ponosna, saj dokazujemo, da je bila elektrotehnika in z njo povezana strokovna področja od vsega začetka ena temeljnih znanstveno-raziskovalnih ved in gonilna sila družbenega napredka. Profesorju Vidmarju in vsem ostalim našim predanim profesorjem Fakultete za elektrotehniko se imamo zahvaliti, da študij elektrotehnike ni lahek, ampak da velja za zahtevnega in da naše inženirke in inženirji sodijo v tehniško elisto. Vidmarjevo nagrado za celovito in uspešno pedagoško delo prejme na fakulteti zaposleni visokošolski učitelj, ki je v večletnem obdobju izstopal in dosegal nadpovprečne oziroma najboljše pedagoške uspehe oziroma uspehe pri pedagoškem delu. Vidmarjeva nagrada je prestiž. Je priznanje za celovito in uspešno pedagoško delo, ki jo fakulteta podeljuje že od leta 1978. Kot tradicija veleva, bomo Vidmarjevo nagrado za učitelja
in ostale Vidmarjeve nagrade podelili na prednovoletni zabavi fakultete, na katero vas seveda vse zaposlene vabim tudi ob tej priložnosti v četrtek 18. decembra. V sklopu tedna Univerze v Ljubljani pa prejemnik Vidmarjeve nagrade za učitelja izvede predavanje po lastnem izboru. Z navdušenjem in veseljem najavljam letošnjega nagrajenca Vidmarjeve nagrade, in sicer profesorja doktorja Gregorja Gršaka z naslovom Zakaj je elektrotehnika kraljica? Prosim. Hvala lepa. Moram reči, da sem tole knjigo biografijo od profesorja Vidmarja enkrat tudi bral, ker nisem vedel, kaj bi delal. In je res zanimivo, vse to, kako šah pa elektro pa strojno pa to skupaj daš. Se pravi, lep pozdrav, moje ime je Gregor Gršak in jaz bom poskusil zdaj tako v 45 minutah, kar oni, ki me poznate, veste, da to zelo malo, jaz zelo težko stlačam nekaj v tako kratek čas. Spraviti oziroma vam povedati, zakaj je elektrotehnika tako carska, ne? Pri čemer sem uporabil tak avstro-ogrski izraz, da je v bistvu zakaj je elektrotehnika kraljica. Tole, o čem bom govoril, najprej vas bom sam malo na hitrico peljal po enem popotovanju, kako se danes na svetu sploh meritve izvajajo, in to one najbolj točne. Se pravi, na največ decimalk, pa ne zdaj samo elektro, vse živo, kar se na svetu dela. Pol bom valjda vmes povedal, zakaj je pa zdaj tule elektrotehnika kraljica. In pa zaključil bom pa s tem, recimo, kaj pa kvantna elektrotehnika, kaj ima pa ona zdaj z vsem tem zveze. Zdaj, v resnici je tako, da mogoče jaz se moram pravzaprav malo tudi predstaviti, ne? Ker tisti zdaj prepričevati nekoga od mojih kolegov, ki so na elektrofakulteti, da je elektrotehnika kraljica, glih ni kakšen težek del, ne? To pa tudi študenti, ki so na elektrofak, so tukaj z enim razlogom. Sem pa razmišljal točno, kako bi jaz zdaj mene predstavil, zakaj se meni zdi, da v tem sploh imam kakšen, ali sploh smem jaz o tem kaj govoriti. Namreč govoril bom o točnih meritvah, ne. Zdaj, jaz pač učim sicer na predmetih, ki se z meritvami ukvarjajo, ampak sem se pa usedel, pa sem vzel en list, pa sem začel pisati, kaj točno vse sem pa jaz zdaj že vse meril, ne, od konca faksa naprej. In sem prišel do enega res dolgega lista in začel sem v bistvu pri profesorju Jegliču pa pri profesorju Pfefferju, kjer sem ugotavljal, kako kloni graha rastejo glede na to, če jih bolj ali pa manj obsevaš z enosmernim ali pa izmeničnim magnetnim poljem. Pol se je pa to nadaljevalo, tam sem nekaj zaradi arheologije delal, pa rakaste celične kulture so me naučili, kako se to vzgaja, pa kako to z magnetnim poljem poskušaš ustaviti. Pol sem preletel na jedrsko magnetno resonanco, pa malo športa, pa temperatura, pa tlak, pa malo krvni tlak, pa simulatorji krvnega tlaka, pa zdaj v novem obdobju pa kako se ljudje počutijo, take stvari, pa kako recimo električna aktivnost možganov ali pa naše kože, ali pa ali lahko iz temperature obraza tudi kaj pogruntamo o človeku, kako se počuti. In tako naprej do stresa, ki to vsi radi kaj o tem vejo, pa tudi zvoka takega, ga ne slišimo, ultrazvoka pa infrazvoka, še v to sem padel in recimo tudi o tem, kako se človeško bitje v bistvu počuti znotraj enih prostorov, tako kot smo zdajle, ne. No in pol sem rekel, no, ja, zdaj, to sem jaz že vse delal, jaz sem res ful pameten, to zdaj o tem ful veliko vem, bom pa nekaj povedal o tem, kar se tiče merjenja na Zemlji. Se pravi, kako meritve sploh izgledajo. No, in cela ta zgodba v tem novem obdobju se s tem začne, ne. Tole je pač takoj, ko se je ukinila blagovna menjava, to pomeni, da sem jaz ovce zamenjal za drva, pa dobil drva, pa dal, pa iz njih dobil pomaranče, ne. Takoj, ko se je vmes vmešal denar, z denarjem je
bilo pa treba stvari izmeriti. In tipično v starih časih so merili, koliko je nekaj težko, pa koliko je nekaj dolgo, pa kakšen je obseg nečesa, pa površina, pa to. In to je bil kar kaos čez celo zgodovino in razni vladarji so si izmišljevali svoje mere. Recimo, ne, in to, če ste slišali, Jard je odnosa do tukaj od enega kralja, Richarda III. Skratka, no, to so si izmišljevali. Pol je prišla pa francoska revolucija. Francoska revolucija 1789 je pa ful spremenila svet. Spremenila ga je čisto družbeno, ga je pa tudi zelo tehnično, tehnološko, fizikalno. V znanosti, takrat se je razsvetljenstvo razmahnilo in ta znanost je bila polna. In te francoski revolucionarji so pa uporabljali tole mašino, ki se je pa izkazala, da je zelo dobra mašina za usklajevanje mnenj. Tako da, če je bilo treba nekaj poenotiti, je tole kar dobro šlo. Imeli so pa 3 gesla, in sicer svoboda, bratstvo pa enakost. In ta enakost pri teh meritvah zelo pride zraven. Zato, ker taka legenda, jaz ne vem, če je to res, ampak bom povsem povedal, kaj je dober štos. V Franciji, ki je bila ogromna država, konec 18. stoletja, so imeli eno mero, ki se je rekla klaftra. To je seženj po slovenski, tako, in to je netokle, nekaj 2 metra, za drva merite to, ne. In klaftra v severni Franciji je bila toliko dolga, v južni Franciji je bila pa toliko dolga. Skratka, ni bila isto dolga. In potem je obstajalo polno trgovcev, ki so kupili te klaftre, pa jih prodajali tudi klaftre tokle in živeli od te razlike. Kar pa pol ni več z enakost povezan, ne. In potem so oni to naredili in tako naprej. In če koga kaj več zanima, Francozi so pa s pomočjo Napoleona to še razširili po celi Evropi, ne, po tej francoski revoluciji, tako da lahko si greste pred Križankami, ki je obelisk, ki je tisti spomenik Iliriji, ali kako je že, širina tega obeliska je točno 100 cm. To je 1 meter. Ker so oni pač ena izmed teh stvari, ki so si izmislili tudi meter. No, ampak to je bilo v resnici zdaj samo začetek. Francoska revolucija, s tem se je začela. Zdaj pa kako je to zdaj se nadaljevalo naprej v razvoj tega, kar imamo mi danes. Se pravi, da merimo dolžino z metri, čas s sekundami, pa s temi enotami. No? Najprej, 100 let kasneje, se pravi, Francozi so se mogli najprej vsi pobiti, pa to razširiti po Franciji, pa Napoleon ukinil ta sistem, pa ga je nazaj dal, pa tako naprej. Ampak 100 let kasneje je 18 držav podpisalo metrsko konvencijo. To je en tak papir med državami, ki so vsi rekli, mi bomo po naši državi uporabljali metre pa kilograme. Kilograme bomo imeli za meriti maso, metre pa za dolžino. Avstro-Ogrska, kamor smo mi pisali takrat, je to podpisala. In mimogrede, metrska konvencija je edini meddržavni dokument v celi zgodovini človeštva, ki še zdaj velja. Vse ostalo se je z raznimi vojnami, razpadi držav in tako naprej nehalo. Ta pa je edini, ki še velja. In trenutno so čisto vse države na svetu podpisnice, razen 3. Myanmar, Liberija pa ZDA. Ampak vsi uporabljajo, tudi te 3, ni tako, da ne bi. Ne? No, potem se je pa to nadaljevalo, ker so kmalu pogruntali takrat že v 18. stoletju, posebej pa 19. je astronomija blazno napredovala. In takrat so zelo hitro ugotovili, da samo z metrom pa s kilogramom ne bo šlo in so dodali zraven sekundo. In temu se je rekel MKS sistem, meter, kilogram, sekunda. In takrat je en frajer v Londonu naredil iz 90% platine pa 10% kaj že, iridi, ne. Ja, iridi. Iz te zlitine je naredil tako večen kilogram, ki je izgledal pač takle cilinder, pa meter. Temu se reče prameter pa kilogram. Meter je bil neke take oblike, posebnega profila, zato da ob spremembah temperature se on širi v širino, ne pa v dolžino, zato ker je enota za meter. Kilogram imam pa tule. Ta kilogram ni iz platine in iridija in ga ni naredil en frajer v Londonu, ampak ga je naš laboratorijski frajer Rok naredil iz koruze pa avtolaka. Ampak samo da te vedeli, kako izgleda, to je 1 kila. Če imate doma preveč platine pa iridija,
toliko rabite za 1 kilo. No in ta parakilogram je tudi izvor, tudi tako velik del njega tiči v tem predavanju danes. Skratka, to so se zamislili tega leta, pa je pa to se nadaljevalo. Malo pred drugo svetovno vojno se je pojavila, so kmalu znanstveniki pogruntali, da brez elektrike pa ne gre več, ne. In se je pojavila kot osnovna enota amper. To se je vse zelo začelo z Kelvin, kriptonovo svetilko, to je tale stvar tule. Kripton je inerten plin in če ga z elektromagnetnim valovanjem vzbudiš, grejo ti kriptoni na višji nivo, pa na nižji nivo energetski in oddajo eno nihanje, kar v elektrotehniki lahko izmerimo. Skratka, mi lahko izmerimo frekvenco nihanja kriptonovih atomov, ki je pa ful stabilna. To je pa super, ker pa lahko čas meriš, če je nekaj ful stabilen, pa tudi dolžino lahko meriš in tako naprej. Skratka, tukaj se je pojavila elektrika, pa je pa to se samo začelo razvijati, ne. 54. oziroma tega leta so dodali zraven še 2 enoti, Kelvin pa kandela. Ena za svetilnost, ena je za temperaturo. Tudi poimenovali ta sistem SI sistem, to pride iz francoščine, Système International, in od takrat naprej mi temu rečemo SI sistem. Pol so se seveda pojavili še kemiki, ki so rekli, brez nas pa ne bo šlo, in imamo zdaj teh osnovnih enot že 6, za 7. Meter, kilogram, sekunda, amper, Kelvin, kandela pa mol. No, pa zdaj glavna stvar, danes bomo ful veliko govoril o letu 2019, ki ni tako zelo nazaj. No, 2019 se je pa pojavil SI sistem, ta, ki trenutno velja, ki ima teh 7 osnovnih enot. Bom tudi povedal, kaj je pa zdaj tukaj tako zelo posebenega. Zakaj so to osnovne enote? Ta je zdaj fascinanten del. S temi 7 enotami ti lahko čisto vse, kar se tiče fizike, biologije, kemije, vse, kar je na svetu materialov, vse lahko s temi enotami opišeš. Čisto vsako stvar. Mogoče ne direkt, ampak jaz recimo, če merim hitrost avta, ker so metri na sekundo, pač zato potrebujem metre per sekund. Temu se reče izpeljane enote, ampak te enote, ki so pa tule napisane, so pa osnovne enote, ne. Zdaj poglejte te enote, pa probajte pogledati, koliko jih je iz elektrotehnike. Okej, amper ne velja, to je itak, da je. Kaj še mislite, da je res elektrotehnika? Na kaj? Ja. Kandela je tudi, ker to je svetloba, pa z energetskimi močmi, ampak še ena je, ki mi niti nikoli ne mislimo, da v bistvu je, ampak je zelo. Ta enota, ki je taka malo skrita, je, če boste eno od teh dali na -1, boste pa takoj vedeli, katera je. Ja. En sekunda je, to je zelo elektrotehniško, ne. In no, teh 7 osnovnih enot ima pol tudi svoje izpeljane enote, imam napisano. Izpeljane enote, in te izpeljane enote so, tulele imam 2 napisane, in sicer ena je ohm, ena pa volt. Zakaj sta izpeljane enote? Zato, ker ohm lahko sestavim iz mase, kilograma, sekunde pa ampera. Takole. To so to izpeljane. Okej. Zdaj, tole, kar sem preskočil, ta sistem se z razvojem znanosti skozi spreminja. Znanstvenik je vedno bolj točen, nekaj znajo izmeriti, vedno več decimalk, na druge načine in tako naprej. Tako da to se bo itak razvijalo še naprej. In to je ravno ta win-win situacija v znanosti, ker ti lahko skozi bo malo boljše. Se pa zelo pogovarjajo o tem, če mogoče v to, poleg fizike, ki je bila dokler, pa kemije, ki je bila dokler, pa biokemija, biofizika se pač zraven tukaj dodaja, če se bo počasi pojavil v SI sistemu tudi kaj drugega, kaj, kar bo z ljudmi povezano. In to ne z našim delovanjem, tako kot z bioorganizmom, ampak kaj takega. Recimo bolečina, stres, strah, veselje, revščina, ugodje, družbeni kapital, take stvari. No, v glavnem, to bomo še videli, kaj bo. Ampak nadaljujem pa jaz mojo pripoved s tem, da se je teh 7 osnovnih fizikalnih enot, ki jih je, se pravi, s katerimi lahko opišem vse, kar hočem, se je 2019 nekaj z njimi zgodilo. Zgodilo se je pa to z njimi, ker je tale gospod Maxwell 1870 že naprej predpisal, da tako bo. Tudi Lord Kelvin je tiste stvari govoril, ampak tule je dosti dobro tole, kar tule na koncu piše. Če želimo dobiti ene reference za dolžino, čas in maso, pa oni so se takrat s tem ukvarjali, pol ne jih iskati v dimenziji, masi in gibanju našega planeta,
se pravi ne v Zemlji, ker recimo meter, ne, to, če ste vedeli, meter so definirali tako, da so to rekli, da je to 40 milijonti del obsega Zemlje. In so pa peš šli izmeriti obseg Zemlje. In so tako res, prav iz Dunkerka do Barcelone so geodeti merili, koliko je to dolgo, pa pomnožili krat 80, ali koliko je, da je cela, takrat so mislili, da je Zemlja okrogla, no. In tako so prišli. Skratka, ta je pa rekel, nič, pozabite vi Zemljo, ne, dajmo mi to z nečim drugim. Ja, on je rekel, atom pa molekule, to so glavne stvari. Zato, ker recimo tale natrij klele, ali ta natrij, ali pa ta ogljik kle, je čist isti tudi na Luni, ne. Iste molekule se, sam kle je v meni vgrajen, pa, a ni to ful fascinantno, da imaš ti tako v vesolju kar vse iz istega štosa sestavljeno, ne. No in to je rekel Max Frisch, ne. No in to se je 2019 zgodilo. 2019 so tele enote, ki so kle, vse stlačali nekako, pripravili, da za njimi stojijo fizikalne konstante. In fizikalne konstante so pa nekaj, ki najdemo tam v enih učbenikih, ali nekje so napisane, svetlobna hitrost je 300.000 km na sekundo, saj ni, ne, v bistvu je 299, pa še tako huda številka je, ampak to povsod velja. Ne glede na to, a sem jaz zdaj tule v Ljubljani, a sem v Parizu, ker se je to vse dogajalo, ali mogoče v Južni Afriki, v Prištini, ali pa v Novi Zelandiji, ne. Povsod je svetlobna hitrost toliko pa toliko. No in to je bilo 2019, ne. Zdaj, 2019, kaj pa zdaj tako zanimivo s tem letom, ne? In sem jaz šel pol gledat, kaj pa je bilo 2019. In je kar zanimivo leto, ne. Notre Dame je zgorel takrat, pol Greta Thunberg je postala malo bolj glasna, Covid se je začel, Ursula von der Leyen je postala prvič predsednica Evropske komisije, prvič so fotografirali črno luknjo, prve komercialne 5G storitve so zalaufali, meni se je v Koreji, možno, da pa se motim, kjer se že ne upam reči, ker ziher kdo ve. SpaceX je uspešno testiral eno svoje vozilo, Brexit se je zgodil, ChatGPT 2 je postal javno dostopen, tega se res nalažno dal. To je prikaz, prvi dokaz o prisotnosti vode na enem planetu, ne. To je zbolj za FMF bilo, no. Ampak Tesla Model 3 je postal najbolj prodajan električen avto in zdaj pazite, glavna, ta najbolj važna, je pa vse meritve na Zemlji so postale vezane na fizikalne konstante. A čutite, jaz sem tako ponosen sem zdaj, ne. Skratka, vse to se je 2019 zgodilo, ne. In najbolj pomembna stvar je bila to, pa da ta kilogram v tej obliki, da v bistvu je tole, ta zadnji stavek, poskrbel, da on ni več pomemben. On je tako historično pomemben, tam bo spaljen v Parizu, še življenji pod 3 steklenimi lonci in da se bojo o tem govorili, ampak on zdaj ni več pomemben. In to je zdaj sistem SI enot pred, to pa po 2019, izgleda približno isto, no, tole so osnovne enote, so te barvaste, ampak tisto, kar vam hočem pokazati, je pa to, da kar je sivga, so razne take opredmetene mere, tako kot je to. Recimo kilogram je bil vezan na tole stvar, to je pa mednarodni, to je International Prototype of Kilogram, to je pa mednarodni model kilograma, to je v Parizu točno to. Samo tako, kot se rekel, ta iz koruze, v njih podsplatene iz iridija, ne. In ta stvar je tako zelo pomembna, da se ji nič ne zgodi, da od 1880, ko so ga naredili, so ga uporabljali, do zdaj, so ga uporabljali 3-krat. 3-krat so ga vzeli ven, zato ker, zakaj, če tole na tla pade, pol tale kilogram, kilogram je pa definiran kot masa tega, če to dol pade, pa mu leti par, recimo 2 plasti atomov, platina in iridija, je ta stvar malo lažja. In če malo lažja, vse tehtnice na svetu lažejo, niso več okej. Kar je tako, če kar hudo. Ampak če se vprašate zraven kemike, ki imajo še mol, pa vse to na maso vezan, ni glava boli od tega. Ampak če vprašate zraven še elektrotehnike, ker amperu je pa teh kilogramov kar velik, je pa še tudi tistem vse narobe. Skratka, če to enemu na tla padlo, to je kaos pol, ne, od začetka do konca. No in to zdaj ni več vezan na to neko stvarco, ampak na Planckovo konstanto. Ta je Planck, Avogadrovo število je mol prevzel, ker prej tudi ni bilo, je bilo prej nekaj, je bilo na ogljikov, na maso ogljikovega enega izotopa, pa tako naprej. Skratka, vsak od teh je dobil eno, amper je dobil osnovni naboj elektrona.
oziroma amper je definiran s pomočjo osnovnega naboja elektrona. Zdaj, bistvena del je pa to, da recimo tukaj imam zdaj Planck, osnovni naboj, Boltzmann pa Avogadrovo število pred 2019 pa po 2019. In osnovna razlika je nekaj, kar mi v drugem letniku študente učimo, da nobena stvar na svetu, noben inštrument, nič, ne more imeti merilne negotovosti nič. To pomeni, da je popolnoma točen. To ne obstaja. Razen, če se ljudje dogovorijo. In 2019 so se zamenili, da te številke, ki so prej razni znanstveniki ugotavljali, koliko so tukaj rekli, tolikle bojo in dokler znanost to ne naredi boljš, bo tukaj nula. To je za glavna stvar ratala. In zdaj vam bom dal en primer, da boste videli, kako se je to spremenilo. Ker to je res zanimivo. Tukaj je definicija ampera, če smo že na elektrofaksu. To je definicija, ki je bila prej in vam bom kar povedal, kako je. Pač, dosti enostavno. Vzamete en kabel, eno žico, ki mora imeti pa neskončno majhen presek, to je nujno. Neskončno majhen presek, pa neskončno mora biti. Neskončno dolga, pa daš še eno žico, ki ima tudi neskončno majhen presek, pa tudi neskončno dolga, jih daš skupaj popolnoma vzporedno. Ampak točno 1 meter narazen. Seveda to narediš, ampak vse v vakuumu. In pol, ko to narediš, pol 1 meter tega kabla točno z 2x10 na -7 newtoni vpliva na uno ta drugo. To je magnetna sila, to mi znamo zračunati. Ampak zdaj, če klepo mislite, a se da to narediti? Glejte, tudi vakuum se ne da na Zemlji narediti. Najboljše pumpe v vesolju ne spumpajo čisto vseh molekul ven, tako da vakuuma ni. Se pravi, že tega nimam. Zdaj, ko bom pa naredil 2 neskončno dolga, neskončno tenka, pa točno sporedna, pa tudi ne gre. Zdaj je pa amper definiran tako. Jaz imam 1,60 amper sekund naboj in zdaj pa sam štopam. Koliko takih nabojčkov bo šlo mimo mene. Se pravi, imam čas, imam naboj in to, če delim, dobim tok. In to moraš biti pač malo pameten, pa preveč denarja moraš imeti, da to stvari lahko narediš, ampak s tem ti nisi omejen z nekimi takimi napol nemogočimi stvarmi, kaj je tale amper. Pri sekundah je tale stvar vezana pa na cezij, zato ker cezij je pa tak eden izmed zelo stabilnih atomov, posebej ta 133, ki ima pa eno tako blazno določeno frekvenco, kako nihazno. In s to takole nastanejo pol atomske ure. In bom še malo naprej. Pravzaprav imam tukaj eno tabelico, kjer je teh 7 osnovnih enot, tukaj je 5, 2 pa nisem zaradi dramatičnega efekta, ampak teh 5 osnovnih enot sem malo zbiral, kako se pa danes to da sploh narediti. Recimo, tole se fiziki izmislijo, to je to je FMF, pa to je pa treba narediti, to je pa pol na FE, pa FS, pa FRI. In tukaj je pa negotovost realizacije. To recimo pomeni pri kilogramu, se danes da na 10 na -8 realizirati kilogram, kar pomeni, da 1 kilo lahko na 8 decimalih določiš. Tako da, če vam bo kdo prodajal radiče ali pa kaj, pa vam bo na 9 decimalih zmeril, vedite, da to ni možen, ker samo do 8 na Zemlji gre, ne gre boljš, ker na 8. In to so te številke. Pač svetilnost je kar zelo izziv, to meriti, tako da on ima najnižji temperatura raven tako, se pravi dolžina, ki se ponavadi dela z nekimi laserskimi interferometri ali z nekimi, raj nam preveč govoril, ker preveč ljudi to vlada. Ampak tako, recimo 10 na -11 so največje točnosti te merjene dolžine in tole pomeni, da je 1000-krat najboljše merjenje mase. Se pravi, dolžino se 1000-krat bolj točen da zmeriti, kot meriti mase. Kaj šele proti kandeli. No, zdaj pride pa elektrika, to je to. Pri elektriki sem dal pa napetost, upornost, tok, magnetni pretok, pa čas seveda. Tukaj imate pa take številke. In to se vse dela s takimi strojčki, napetost z Joulesovim spojem, upornost s kvantnim Hallovim efektom, to je single electron transfer, transport, v glavnem tok, kaj je to, SQUID. SQUID je superconducting quantum interference device, je pač nekaj za magnetno polje meriti. Čas so pa trenutno Cezijeve atomske ure, ampak tudi niso te najboljše. Ampak tele številke malo pogledajte. Zakaj je tukaj zdaj spet elektrotehnika kraljica? Te številke so toliko nore, da to ne moreš si predstavljati, koliko je to malo. Recimo, absolutna zmagovalka je frekvenca. Zameriti nekaj, 10 na -18 je namreč
10 milijonkrat bolj točen, kakor merjenje dolžine, ki je noro točen. Se pravi, 10 milijonkrat. Ne? To je toliko hudo, da če bi bilo 10 na minus 16, to so bile ta stare ure, ker to ni tako zelo staro, te nove ure, to je tako par let zdaj. Ampak 10 na minus 16 je toliko malo, da je to, taka ura bi falila 1 sekundo na celotno trajanje vesolja. Ves vesolje 1 sekundo fališ. Še hujš je pa to, fiziki, to zdaj, jaz nisem glih tako dober o tem, što sem, ampak menda, da je eden izmed največjih izzivov v fizikalnem svetu je to, da Einsteinovo relativnostno teorijo nekako, kako bi jo to povezali z enačbami, z kvantno mehaniko. Tukaj nekaj vmes ne gre, ne razumem čisto, kaj je razlika. Ampak što se pa v tem, da 10 na minus 16 ure, ne 18, 10 na minus 18 ure, to je tako, imam tle. To je toliko občutljivo precizna ura, da če jaz to ure so drugače take škatle, to so te cezive, take ure. Če jaz to uro 1 centimeter dvignem na Zemlji, v gravitacijskem polju, se že pozna vse tisto, kar je Einstein napovedal, da je kraj iz časa, pač tisto, ne vem, kaj točno je z relativnostno teorijo. Ne? Ja. Skratka, fiziki so tukaj že toliko daleč, da lahko preverjajo kakšne take teorije, ki se jih drugače zelo težko naredijo. In jaz sem gledal, najde eno slikco, 10 let staro, ker smo razlagali tem študentom drugega letnika, kako cezijeva ura dela, pa kle nekaj imaš en cezij, pa ven cezij, pa kle z magnete nekaj zbiraš, pa eno frekvenco. Skratka, no. Takrat je bilo tako, da je ta cezijeva ura imela 2x10 na minus 15. Recimo to je 10 let nazaj. 2x10 na minus 15 merilno negotovost in se nam vsem zdelo tako, to je noro, to je 10.000-krat boljš kot dolžinomer ali pa 9 milijardokrat boljš kot meriti temperaturo. Ne? No, zdaj so se pa pojavile take ure, to je recimo za najnovejše Stroncejeve optične mrežne ure, sem jaz prevedel, ker ne vem, kako se to prevede, je pa optical lattice clock. Ne vem, če kdo ve, kako se to boljš reče, ampak skratka, zgleda tako, pojma nimam, kaj je not, ne vem, kako dela, ampak to naredi 10 na minus 18. No, pa pridemo na ta del, ki je pa meni sploh fascinanten, je pa tak, ker vsaj jaz na faksu nisem kaj veliko imel teh kvantnih stvari, ne. Mogoče jih sploh še ni bilo, ker sem to strl. Ne vem, kdaj se je to pojavilo, ne lažem, ne, saj vem, da so bile že. Ampak glavnem, tukajle imate kvantni Ohmov zakon, ali pa kvantni Ohmov trikotnik. Imamo napetost, pa tok, pa upornost, tako kot ponavadi. Ampak kaj se zdaj zgodi, če mi tole vse skupaj vržemo v fejst mraz? Dodajmo to na 0, recimo na 4 kelvine. 4 kelvine je zelo mraz. Ne? In če uporabimo superprevodnike, se pa tukaj začnejo take stvari dogajati, ki so pa tako, vsaj za mene ali pa moja generacija, že težko malo razumeš, kaj kako je. Zgodi se pač nekaj, zaradi česa je spet elektrotehnika kraljica, da pri tem Josephsovem pojavu, pri pojavu kvantnega Hallovega hola ali pa pri pojavu SET, to je SET, se reče, se zgodi, da se te neskončno komplicirana fizika se ful poenostavi. In sicer napetost, kar naenkrat ti lahko določaš tako, da to sam eno frekvenco zmeriš in zmnožiš z eno konstanto in to je to. Imaš ti napetost določeno na milijardo decimalk. Ne na milijardo, ampak na 10. Ti na 10 decimalk, kar je blizu merjene dolžine že, lahko zmeriš napetost in kako sam zmnožiš jo z nečem. Ne? Tako ful easy. Ne? Tok, ravno tako, rabim osnoven naboj elektrona, pa eno frekvenco tam merim in imam tok. Ta ohme pa pol s pomočjo teh dveh dobiš. Pač meriš to pa deliš. In tukaj se pojavijo ene konstante, namreč te konstante, ta K je to, ta E je to, ta je pa ta, ki so pa, o katerih bom zdaj malo več povedal, in sicer to je von Klinzigova konstanta, to je tip, ki je to pogruntil, to je Josephsova konstanta, to je tip, ki je on pogruntil, to je pa osnovni naboj elektrona, to je pa ne vem, kdo pogruntil, Bog, oziroma ne vem, kako so elektroni nastali. Ta stvar se tudi velikokrat v merilnem smislu na ta način gleda, da imaš ti napetost,
pa tok, tle je pa frekvenca, zato ker frekvenca je pa kraljica elektrotehnike, ki je kraljica fizike. Ne? Ste razumeli, da je to ta prehod? No, in se pol kvantnih, pač te pojavi so tle v sred, to je pa kako so oni vezani drug na drugega. Zdaj pa na hitrico, kaj to sploh pomeni? Recimo, če bi mene 10 let nazaj koliko vam bom jaz zdaj povedal, razložil, bi saj razumel, kaj te stvari so. Josephsonov spoj je nekaj, tukaj sem napisal kvantni etalon za napetost, to pomeni referenca za električno napetost. To je najbolj točen določen napetost, kar obstaja. Ne? V resnici se Josephsona lahko kupi, to je pač neka taka škatla, ena taka omarca, ne vem sicer koliko stane, koliko stane, koliko je 300 evrov. Pač to kupaš. Ja, v Sloveniji še nimamo, ker verjetno se niti ne splača niti imeti. Josephsonov spoj je taka carska oziroma kraljevska stvar, da ima svoj element, mislim, znak. Se pravi, pori so une, tuljaci so une, kvadraturi so une, to je pa Josephsonov spoj. Tako sta dve puščice spoj. No in to tako dela, da ti vzameš dva superprevodnika z eno neprevodno plastjo vmes, ki je pa bistveno, da je čim bolj majhna. In te Josephsoni so postali res dobri takrat, ker so se ljudje začeli z nano ukvarjati. Nanotubes, nanocevkice, pa to vse je bilo nekaj 100 nanometrov in si to dve take res lahko skupaj dal. To ni važno toliko. Tukaj imam zdaj frekvenco in s to frekvenco jaz obsevam tole, čemur se reče Josephsonov spoj. Brian Josephson je bil pa drugače en tip iz Anglije, ker če se jaz prav spomnim, je tole pogruntil, ki je bil 26 ter. Tako teoretično pa so pa naredili to zares, pa če se tudi prav spomnim, nikoli več nič ni naredil. Ampak evo ga, Josephson. Ne? In Josephson tako deluje, da ti čez njega pošlješ tok, ki ga poznaš, ki ga ti narediš, in tle nastane ena napetost. Mora biti pa fejst brez. 269 stopinj. Zelo je mraz. Ampak to niti ni tako zelo mraz, ker to je 0 je bolj mraz. No, in ta napetost, ki tukaj nastane, je pa taka, s temi slavnimi stopnicami. Zato je to kvantni pojav. Ne? Pa še ena stopnica, pa še ena, pa še ena, pa še ena. In tisto, kar je tukaj neverjeten, je to, da vsaka stopnica ima svojo napetost. Tale napetost tukaj je točno določena. In ta napetost je 3-krat, zato ker je ta tretja stopnica, to je 1., 2., 3., 4., 3-krat frekvenca, ki sem jo jaz itak not poslal, pa zdaj na to konstanto. In ta konstanta je pa ta konstanta od Briana Josephsona, ki je poruntil. Sicer so veliki herci, ne? Za mene, ker vse na DC mi je res grozen to, ampak ja, tako, ampak takole ti dobiš napetost. In v resnici, se pravi, če imate doma en tak Josephsov spojček, če jih date 20.208 skupaj, tako lepo zaporedno, boste glih dobili 10 voltov na 10 decimalk. Skratka, 10 voltov na 10 decimalk, če si kdo želi, sam to naredi. Temu se reče array, malo se zafrkavam, ampak temu se reče mreža Josephsonovih sponov. Kvantni Hall pojav je pa za upornost. Če je bil Josephson za napetost, je ta za upornost. To pa tako dela, kakor vsi Hallovi elementi na svetu, pač imaš neko rezino, tukaj tok noter teče, pa tam ven, in če to celo stvar daš v magnetno polje, magnetno polje pa meni ful carski, zato ker se jaz doktorat delil z magnetov, ne? Pol pa kleve gor nastane napetost, ki se reče Hallova napetost. Ne? In to deluje tudi ne pri 0,3 kelvinih, ne? To zmeraj dobro dela, ampak zvezno. Kaj je pa to na mrazu, pa je to superprevodnik, pa spet dobimo te slavne stopničke. Tukaj je malo drugače obrnjen, ker je ta nivoj, Landovi nivoji se temu reče drugače. So v drugo smer, tam so bili 1, 2, 3, 4, 5 gor, tukaj so pa dol, no? Ampak je spet ena konstanta. Recimo na tem nivoju imam upornost, ki je ena konstanta deljeno 3. In jaz, če hočem na 10 decimalk imeti ohme, imam sicer diskretne, to pomeni ene kle, pa ene kle, vmes pa nič, ampak si lahko takole privoščam in imam kvantni Hall pojav. In ta konstanta, ki je kle, je pa taka, in to je pa Von-Klincingova konstanta. Zgleda pa to tako. In tukaj je zdaj mogoče res ful zanimiv del je ta profesor Klaus von Klincing, on je zdaj na Fraunhoferju, prej bil pa na eni univerzi. Skratka, on je tak znanstveni superstar. On je res car. Zato, ker to je
tako simpatičen človek, da ne moreš verjeti. On veliko svojih, jaz sem 3 njegove že gledal, pa na 3 začne na isti način s svojimi predavanji. Ne. Se mi držal, mi smo ga gledali, je točno to imel. Ne. Tako on začne s tem. A veste, jaz sem bil v Franciji, pa sem tam nekaj delal, pa ob 3 zjutraj v Grenoblu, kje so bili, ne vem, smo pili tale vin, pa pove, kjera znamka vina je, pa jedel tole bageto, pa tale sir, pa tudi pove, kjer sir. In pa on ima prav papirček, ta papirni trobček, no, ki je imel kle, ali ksareto eno, no, kam je gor to enačbo napisano. Namreč njegova enačba je pa ena slavna, ki je v bistvu to, kar vam pogrunto, je to. Čisto enostavno je, ne, tako. In pol, tukaj imam sliko iz 80, ki je on to pogrunto, tukaj imam sliko iz 85, ki je dobil Nobelovo nagrado za to. In on, ko pride na konference, ima Nobelovo nagrado zmeri s sabo. Tako da pol, kakšni taki, ki so tam, ti obiskovalci, se pol vsi radi z njim tako slikajo. Tako da, in kar je pa najboljše, pa to. Profesor Drnovšek, recimo, se je s tem istim profesorjem von Klincigom zmenil 2020, da bo prišel v Ljubljano in imel kle predavanja o teh stvarih, verjetno z medaljo in z vsem. Pa je bila pa korona, pa ni bilo nič, pa se ga pa nismo upali več vprašati, verjetno. Oziroma, on je star 85, tako da mogoče, ne vem, no, glavno. Tole, se pravi, zdaj smo imeli napetost, upornost, zdaj imamo pa še tok. Tale kvantni referenčni tok, se pravi, spet je na mrazu, pa spet so kvantni pojavi, šteje se dejansko, najbolj enostavno povedano, znanstveniki znajo šteti posamezne elektrone. Tako da že en elektron, še en elektron, 3 so bili, pa vsak ima 1,6 ampere sekund, se pravi, to lahko začneš, kakšen je tok. Ne? O tem jaz toliko nič ne vem, da bolj, da nič ne povem, ker bom sam kaj narobe povedal. Ampak glavna stvar je pa to, da dejansko ti posamične, to se z unim elektron tunneling dela, tako da oni, ki ste sveta pen spojili to, rajnam se jaz vtukal v to. No, ampak ta kvantni Hall efekt ima pa praktične stvari tudi. In sem jaz brskal, kako bi to zdaj enemu razložil, koliko je to ful važen. Kakle drugače jaz ven zdaj razlagam, te neke stopničke, pa kako se delajo. Tukaj imam jaz eno slikco, kako so verjetno najboljši laboratoriji na svetu, ki merijo električno upornost. To so teli, no. Tole so Kanadčani, Nemci, Američani, to je Francija, Angleži, Avstralci, ETL, pa ne vem kva, mogoče Italijani, kdo je ETL, pač nek laboratorij. To so laboratoriji, ki so takole skozi leta merili, koliko so njihovi upori, koliko dobro znajo upore zmeriti, koliko točno znajo upore meriti. Boljši laboratorij si, bolj točno ga zmeriš. In te vse podatke so Avstralci vzeli, tale CSIRO je avstralski nacionalni laboratorij za te stvari. In oni, vidite, imajo ravno črto. To je zato, ker vse te številke so glede na njih, relativno na njih izračunane. In recimo pri enem ohmu, to je bil upor 1 ohm, so falili takole za kakšen mikroohm gor dol. Pol, pa tako z leti se je to izboljševalo. Pol je pa prišlo pa leto 1990. 1990 je bilo pa leto, ko so se znanstveniki, fiziki, so se zmenili, da von Klinceva konstanta, pa Joulesova konstanta, da te kvantni elektrotehniški etaloni veljajo in da tako so in tako je. Ker so se pa to zgodilo, so pa vsi ti laboratoriji imajo take točnosti zdaj. Skratka, oni v svetu, ker so prej imeli, recimo te Kanadčani klele, ki so bili 2 mikrosekunde mikroohma stran od tega, ki so merili, so pa zdaj nič stran. Oni so enostavno takoj v enem koraku za 1000-krat zboljšali vse skupaj. To recimo pa zakaj bi to uporabljali. Pa mogoče še to kot zanimivost, kako se do teh konstant sploh pride. To v meteorologiji, znanosti, v merenju, kako te konstante sploh dobijo ljudje. Tipično to ni tako, da je zdaj en tako pameten pa reče toke ali pa en zračuna. To se empirično zmeri. In recimo tale von Klinceva konstanta so jo merili v teh nekih inštitucijah, recimo to je Harvard, Washington University, tole so Korejci, LN je Francozi, niste Amerika, NMJ je
Kitajci, Angleži. Pač, laboratoriji, ki se s tem ukvarjajo, vsi dajo svoje meritve, koliko je bila meritev, pa koliko oni zaupajo v to meritev. To je ta merilna negotovost, ki jo mi šibamo posod. In pol se je neka oteženo povprečje teh vzame in pa rečejo, evo, tokle je ta, ne. In zdaj, ko bo znanost napredovala, bojo te še boljši, pa še večjih bo, pa večji bo skupaj, pa bo še bolj znali tole določiti. Isto pa kle z Josephsonom, samo da so neki drugi labi, ne. Zdaj pa, ki se malo bližamo zaključku, sem se pa jaz spomnil eno stvar, namreč to, kar se je 2019 zgodilo, je tako, kot sem rekel, glavna stvar je bilo to, da se je tega ukinilo, ne. In elektrotehnika ima kle ful prste vmes, da se je tega ukinilo. In bom zdaj pokazal tako, kako se je tega ukinilo. Skratka, par kilogram, ne ta koruzen, ampak kako je to šlo stran. Prvič rabiš stroj. Ta stroj, temu se reče vatna tehtnica ali pa Kiblova tehtnica, zdaj to reče, Kibel je bil en tip iz National Physical Laboratory iz Londona, tam iz Teddingtona, pač en Anglež, ki je to delal, ampak glavni štos, pa zgleda tako ful dobro, ne. Na svetu so po moje ene 4, ampak nisem čisto popolnoma, a kdo je 4? Pač ni zelo veliko, no, ker to je toliko komplicirano vse, pa toliko stroškov rabiš za to delati, da je res neverjeten, ampak zgleda pa lepo, ne, tako srebrn pa to. Osnovni štos Kiblove tehtnice je to, da izenači električno moč z mehansko močjo. Električna moč je dosti je ukrati, ne. Mehanska moč je pa v bistvu delo na čas, kar pomeni sila krat pot na čas, kar je pa čisto tako sila krat hitrost. To so mehanske stvari, ne. In kaj so oni naredili, ne? Oni vzamejo tako tehtnico, tako dvokrako, ki je klele noter, to je klele noter. To je ena stran, to je pa druga stran. No, in na to dvokrako tehtnico obesijo eno utež. In zdaj mene zanima, koliko je ta utež, koliko ima maso, ne? Zdaj, ko to narediš, pač to skrb dol pade in je to. Pa imam pa kle eno tuljavo, ki mora biti res tako inteligentno narejena, ampak v bistvu je tuljava, nič drugega, ne. In če jaz zdaj to tuljavo gor obesim, še zmeraj nič nav, kaj je prav zelo. Pač ta je težek, ni lahek in to tako stoji. Takoj, ko pa jaz klele gor tok pripeljem, tok čez žico, pa povzročim magnetno polje okoli toka. Čez tuljavo pa povzročim magnetno polje v tuljavi in če je to inteligentno naštimano vse, se klele, ko jaz prižgem magnetno polje, se klele pojavi ena sila, magnetna sila. Magnetna sila je, se spomnim, koliko je že, Marko mi je že, zdaj sem, ampak kako je že, sila je B krat L krat tok, se pravi, dolžina, imam napisan, no, to vsi vemo, ne, v prvem letniku že vsi vemo. Skratka, tukaj se postavi magnetna sila, ki je pa čisto odvisna od tega, kakšen tok tukaj teče, pa koliko je tega magnetnega polja. Ena sila in ta sila se izenači to silo. In jaz tukaj dobim, sem vedel, no, in tukaj v bistvu zdaj sam te dve sili, tako kot v 7. razredu pri fiziki, dve sili izenačim in imam eno enačbo. To je prvi del, kako dela Kiblova tehtnica. In temu se reče statična. Pa pride pa dinamična, dinamična je pa tako. Jaz imam tukaj tole obesim, še vedno spet nič ni, zdaj pa tukaj ne bom nobenega toka gor dal, ni toka, bom pa dal magnetno polje. Ko dam magnetno polje gor, se tukaj inducira napetost. Ne? Ok, inducira, ne. Zdaj narediš štos, da to začneš malo premikati, tako malo sem, malo kaj, ne. In to premikanje se pa da zelo točno zmeriti, zmerjene dolžine. Z laserskim interferometrom, pa klele z nekimi ogledalci, oni zmerijo na 10-11 sekund, 10 na minus 11 znajo zmeriti hitrost tega premikanja. Hkrati se pa skozi napetost inducira, ne? In iz tega pride naslednja enačba in to je pa ta. Inducirana napetost je odvisna od B-ja, od hitrosti premikanja te zankice, pa dolžine tega vodnika, ki je v magnetnem polju. In če to dvoje skupaj vržeš, dobiš to. In takole, to je ta enačba, s katero so tegale ukinili. S to maso zmeriš tako, da meriš samo napetost pa tok, pa deliš z G-jem pa hitrostjo. Hitrost se meri z laserji,
to zelo točno se da zmeriti. UPI se meri valjda z elektrotehniko, z Josephovim spojem, pa v bistvu s kvantnim Hallovim pojavom, v resnici. Edina stvar, ki imam, je še G je pa gravitacijska konstanta, to je pa tudi trik, ne? Ker v osnovni šoli vam rečejo, da je 10 metrov na sekundo na kvadrat, pol pa v 9 rečejo, ne, sej 9,8, pa rečejo, ne, sej 9,81, pa prišel srednjo, pa ti skozi govorijo, da je 9,81, pa gotoviš, da sploh ni, ker to čisto odvisno od tega, kakšne so gore zraven mojega mesta, a je not veliko železa, a je malo železa, kje so oceani, predvsem pa je odvisno od zemljepisne širine, a sem jaz na vrh zemlje, a sem na ekvatorju ali nekje drugje, mi smo glih na sredini. Pol odvisen je od nadmorske višine. Skratka, če koga zanima, taka enačba, not pomečeš GPS podatke, ne vem, kaj vse, in dobiš, koliko je G. In ta enačba je velja z 10 na minus, zdaj se pa ne spomnim, pač veliko, točno. In tam, ko imamo mi v Avčinovem praktikumu, kar je LMK2, tam noter je 9,8071 metrov na sekundo ali kvadrat. Kot vsi vemo. Sam pa če ste v drugem štuku, kot v drugem, pa ne velja to. Skratka, tudi tole ni čisto trivialno. No in vse te stvari vplivajo na to, da so oni dosegli maso lahko zmerijo 1 kilo na 2x10 na minus, se pravi na 8 decimalk je lahko zmerijo. In ko so to dosegli, to je bil pa pogoj, ko so se znanstveniki na začetku zmenili, kdaj bodo tole ukinili. Takoj, ko nekdo pride do 10 na minus 8, je to. Saj niso čistne, ampak tako je to šlo. In brez Josephsona pa kvantnih elektrotehnike to nič ne bi šlo. Ne. Okay, to je zdaj zaključek mojega predavanja. Jaz sem zdaj razmišljal, ker se tako mislil, da taki ta stari profesori zmeri pol na koncu nekaj pametnega povejo, ne. Pa sem jaz rekel, saj nisem jaz tako star, ne. Pa se je pa zobe začel umivati, pa še videl to. No, glavno, jaz sem pa začel razmišljati, kam se meni zdi, da bojo te meritve šle. Ne. Ziher bojo vedno bolj točne, ker to cel fizikalni svet, pa materiali, pa kemija teži po temu, da bi vedno bolj točno stvari se dale zmeriti. Ker pa se novi pojavijo in stvari so veliko boljše, in tehnično, in tehnološko. Druga stvar je, meritev je zmeri več. In to z AI-jem je tega pač neskončno več. Ne. Recimo, zdaj, zelo pred kratkim sem zvedel od enega našega študenta, ki pri Devesoftu dela, da oni, se pravi Devesoft, bohe tako, kot še ostalih, ampak Devesoft za NASA, ki dela pač izstrelitev nečesa, oni 200,000 parametrov merijo sočasno ves čas. Ne. To so mase in mase podatkov. Ne. Druga stvar, v katero sem popolnoma prepričan, je, da se bo merili druge stvari. Fizika je bila zanimiva, pa je zanimiva, pa to, ampak to je bilo 1960 že od vsega konca. Ne, se ne, vzorkancev. Fizika je tako, recimo, zanimiva. Kemija zelo zanimiva, pa zelo komplicirana, je zelo težko. Kar se biologije tiče, mi zelo premalo vemo, da bi karkoli pametnega lahko naredili, tako da jaz mislim, da bodo tam največji napredki. Drugače pa stvari, ki so povezane z nami, pa z zaznavanjem človekovim. Jaz mislim, da tukaj se bo zelo spremenilo. Saj to malo zato, ker jaz to delam, ampak se mi zdi, da to bo, zato ker recimo tisti, ki delajo z navidezno resničnostjo, že dolgo časa uporabljajo takšne parametre, kot je immersion ali pa presence. To pomeni, koliko se jaz počutim, da sem v tem VR svetu, ali pa koliko sem potopljen v to, da ne vem, kva se okoli dogaja. Ne? Jaz mislim, da bo to sem rekel, merjenje novih veličin, da to se bo začelo veliko bolj pojavljati. Poleg tega pa tudi vse stvari, ki se naših čutil tiče. Recimo na našem faksu je laboratorij, ki delajo umeten nos. To je tudi ne bi v pokleh preveč govoriti o tem. Ampak recimo taktilni držaji, nos, jezik, okus, ušesa, to so vse stvari, ki bo prišlo nekako not. Ta počutje, to je zdaj ta well-being, ki imamo zdaj in živali v hlevih in ljudi v učilnicah in zunaj, to bo ziher, ker je tukaj zraven pa še ta mentalni del človekova, ker ne vem, kako se bo to sploh dalo zmeriti. Drugače, kar se pa medicine tiče, sem pa jaz popolnoma prepričan, to pa res, ko bo v parih letih, bo pa res tako, da bo ta neinvazivnost toliko močna, da recimo zdaj se to že pojavlja.
In to bo zelo hitro prišlo, da imaš recimo en, ki ima res probleme s krvnim sladkorjem ali pa krvnim tlakom, da boš imel v kontaktni leči, bo to vse. Mislim, to je že, ne da ni. Jaz sem po mojem zdaj že 3 članke bral, ki to objavljajo. Tako da to se bo skomercializiralo in to bo na človeka vse šlo. In zadnja stvar je pa ta umetna inteligenca, ne. Če imam jaz tukaj neskončno podatkov, pol tole dosti dobro dela, ne. Tako so nas učili, še posebej, če imamo pol ful tegale. V meritvah je pa ena taka zelo zanimiva stvar in sicer to Nemci pravijo to, ne. V nemščini ta mist pomeni mist je drag, ne. Mist je pa meri, kar pomeni, da to v angleščini je to garbage in garbage out. Skratka, če ti nekaj res zanič meriš, ni šans, da boš karkoli pametnega iz tega dobil. No, ta stvar je od Newtona do zdajle veljala, ne. Zdaj, kaj pa AI, pa nisem več ziher. Ker se s količino podatkov, pa raznimi algoritmi, bolj ali manj naprednimi, ti dejansko iz dosti takih zanič podatkov dobivaš kaj pametnega. In to se recimo v meteorologiji začelo dogajati, meteorologiji, ne, se pravi, znanstvi o vremenu in klimi. In jaz mislim, da bo tukaj nekaj šlo. Zdaj pa za zaključek, ne. Jaz sem ful, zdaj že ful zaključkov naredil, ne. Jaz sem ful tako vesel, počaščen in zelo se dobro počutim, da sem jaz to Vidmarjevo nagrado, da mi je bila podeljena. To pa zato, ker jaz sem ugotovil, da tako tak moj tak sanjski job, kaj bi jaz delal najraje v življenju, je učiti. Ne, to res dobro, ne. Pa ne v srednji, pa v osnovni, ki jih ne moreš ven vrst, ne. Tule je ful boljše. Tako da to res zelo cenim. In stvar, s katero bi jaz zdaj zaključil, je to, da tudi na takem v bistvu hitro spreminjajočem, ful naprednem področju, ki je elektrotehnika, imamo mi zelo take konzervativne Ivan Cankar, avstro-ogrske metode poučevanja, ne. In jaz mislim, da ta sodobne načine, ne vem, kaj bi to bilo, malo si predstavljam, kaj bi sodobno poučevanje lahko bilo, ne vem, kakšnih blaznih odgovorov tudi, ampak da tukajle se da tudi še kaj narediti. In zdaj pa, da bom res končal, mogoče samo to, da zakaj meni ta učenje tako fajn. Jaz sem ful navdušen nad študenti. Meni so ful všeč naši študenti. Čeprav se nam zdi pol časa, da se jim ne da, da jih ne zanima, da ne vem kaj vse. Ampak oni so meni všeč, ker imajo nove poglede na stvari, pa nove pristope na stvari, pa tudi, če se meni zdi tako, pa kva to delaš. Pol vidiš, da so drugačni možgani in drugače delajo s kakšnimi stvarmi. In to v tem svetu, ki smo ga mi pač do dobra odzaljšali z tehnologijo, ne, pa nas vinali tudi zraven, pa še v bistvu mislim, da naša generacija, pa te generacije do zdaj so naredile še nekaj, mi smo naredili novo religijo in to je tehnologija. Mi ful bolj verjameš tem enemu iz jedrske elektrarne, ki ti nekaj razlaga, kakor pa kakšnemu drugemu v družbi, ne. In jaz upam, da bodo te študenti, te novi ljudje to malo bolj v kakšno bolj inteligentno smer spravili. In tudi se v bistvu že zdaj veselim vseh vprašanj od študentov, na katere seveda nam vedel, kako odgovoriti, kot se mi skozi dogaja. Druga stvar, da bom videl enega, ki dela diplomo ali pa magisterij ali pa doktorat, pa bo čez 3 tedne ful bolj pameten od mene o tem in me to tako zelo veseli, ne. Zdaj pa zaključil bom pa s tem, jaz vam bom pokazal en filmček, ki je bil narejen pri nas. Laboratorij za multimedijo ga je naredil, tako da igralci so fantastični, kamera je the best, režija je the best, vse je super. Govori pa o tem, kako je v bistvu Elektrofaks v zadnjih 3 letih v enem projektu v bistvu ugotavljal, na kakšne načine se da učiti tehnične fakse. To pomeni, Boštjan malo ve, ker njega smo prosili, da je prišel to pogledati in je bil prisiljen poslušati to, ampak kako se da na druge načine učiti študente elektrotehnike, pa strojništva, pa biotehnike, pa NTF-ja, pa kemije, pa pomorstva, pa prometa. Edini, kot ste opazili, niso bili frijevci, ker niso bili zraven, pa FGG. Stali so pa vsi tehnični faksi. To je to. Jaz sem zdaj seveda
Tle bi mogel biti, predstavljati si tukaj še en tak kup knjig na to temo, ker sem jih jaz pozabil, seveda. Tako da jaz sem tukaj črn flomaster in na ta črn flomaster, ki ga bom dal sem, ko boste šli, tukaj narišete črtico. In ta črtica pomeni, da jaz eno od teh knjig, ki je tako v spiralo vezana, so v bistvu navodila, kako učiti, kako se da učiti ljudi. In not so tudi vse te videi, pa QR kode, pa ne vem kaj vse. Ampak ta papirni del, vse to, kar bo tukaj črtic, bom jaz pri vratorici ali pa pri vratarju, kdor bo tam, pustil te knjigce, pa si jih boste šli iskat. Okay? Tako da s tem bi jaz zdaj zaključil ta predavanje in še ta filmček se pogledamo in to. To je to, kot ste vsi videli, ne? Ste videli, tukaj je bilo prikazano, kako izgleda, kako študenti elektrotehnike naredijo espresso mašino za kavo, hidroelektrarno, jedrsko elektrarno, kako pokažejo, kaj je faktor moči od hladilnika, kako zmerjajo emisivnost površine z termokamero, Ohmov zakon so kazali, vse to ste videli vsi. Ja. No, to je to. Hvala lepa, da ste prišli.